Crikvenica je prostor in kraj, kjer se zakonci srečujemo vsako leto, kar nekaj teh srečanj imamo tukaj. Mislim, da imamo 4 ali celo 5 vikendov v Crikvenici in te vikende smo poimenovali nadaljevalni seminarji. Prosimo te posebej za današnji dan, da ti vodiš naše misli, besede in dejanja, da ti usmerjaš naše poglede, naše dotike. Nadaljevalni seminarji so pa nadaljevalni zaradi tega, ker če rečemo, da na temeljnem seminarju široko sejemo, potem na nadaljevalnem seminarju gremo pa v globine. Poskušamo pač odkrivati tiste globine, ki nas povezujejo med seboj in z Bogom. Če je zakon skrivnost, potem moramo priznati, da je milijone zakonov po svetu ni odkrilo te skrivnosti. V bistvu se zavedamo tega dejstva, da je naš vsakdanjik natrpan s tolikimi malenkostmi, podrobnostmi, ki nam vzamejo čas in nas oddaljujejo. Vsak dan znova, tako da moraš vsak dan znova graditi. Jaz verjamem, da bi bilo fajn, če bi še kdo drug slišal teh stvari. Na ta seminar prihajava predvsem zato, da malo poglobiva najin odnos. Ja, midva sva že v Crikvenici drugo leto. Začela sva z začetnim seminarjem v Ankaranu. Kako si naj midva nekaj poveva? Ne moreva, a ne? Če ni med nama neke absolutne resnice, če med nama ni neke vrednote, ki bi naju na nek način pač, bi se reklo, spravila v neke okvire, pa bi rekla, aha, to je to, ne? Tukaj nama je zelo všeč, prihajava vedno brez otrok, ker se mi zdi, da je že tako zelo malo časa, da bi si ga potem še namenila otrokom, bi bilo potem za naju premalo časa, tako da sva prav vesela, da sva lahko tukaj sama. In celotno Božje razodetje človeku je zapisano v 2 zavezah, ne? Ko govorimo o zavezi, v stari zavezi in v novi zavezi. Ta skrivnost je možno, to skrivnost je možno spoznavati, ne? Spoznavati, verjetno pa s človeškimi možgani ni možno priti res do konca te skrivnosti, ne? Vendarle Bog jasno postavlja tudi določene omejitve. Sam pravi, da je skrivnost zaveze mogoče razumeti tistem, ki so ponižnega srca. In če gledamo blagre, Matejev evangelij, 5. poglavje, blagor ponižnim, blagor ubogim v duhu, ne? In kaj to pomeni? To pomeni blagor tistim, ki se nimajo sami sebi za modre. Nekaj posebnega je pa na tem seminarju tlele v Crikvenici in to je res tudi eno tako posebno doživetje, da sta Dan in Vilma upeljala in uvedla, da lahko preko noči, se pravi sobote na nedeljo, da je izpostavljeno Najsvetejše in da lahko v bistvu vse prenesemo pred Jezusa, pred Najsvetejše, se mu izročimo sebe, svoje družine, sozakonce, vse, ki jih nosimo v srcih, ki nam je težko za njih, ki ne grejo po tej poti, tako da tudi precej prtljage lahko odložiš na tem seminarju. Slavimo te, Gospod Jezus. Slavimo te v najsvetejšem oltarju. Slavimo te, da si ti z nami podoben Krista. Da si v vsej svoji preusvišeni in nikoli projevljivi ponižnosti želel postati naša hrana.
Iz zakonskega življenja vem, da se ljudje v vsakodnevnem tempu življenja zelo hitro iztrošimo. In vsak par nujno potrebuje odmik od tega. Ampak kako se Eva drži, ko se ne more sama odločiti, ne? A vidiš? Adama pa nikjer ni. Kaj? Nohte si. Tako, točno to. A Adam si je zlomil noht? A Evi si je noht zlomil, zdaj si ga pa grize, bravo Andrej. Adam pa kot da Eve ni, poglejte kam gleda bučko, ne? Ej, sploh ga ne briga Eva, hej. Robice dela, ne? On ima biznis, on se ukvarja z biznisom, Robi, poglej, evo. Če povem v potrošniškem duhu, ki ga danes več ali manj vsi razumemo, bom rekla, da je seminar za zakonce v ponudbi na policah ta hip vroča ponudba in sem Bogu hvaležna za to, da sva spoznala gibanje Družina in življenje in da sva pač tudi člana in lahko obiskujeva te seminarje. Ja, v cerkvenico prihajam za krepitev duha in telesa. Tako, duh krepimo pri Vilmi pa pri Daniju, telo pa v morju. Tako da priporočam tudi drugim. Je odlično. Za vse te, ki imajo otroke in jih nimajo varstva, jih ne morejo nikamor oddati, se jih dejansko pripelje sabo na seminar. Otroci se tukaj družijo z ostalimi otroci. Za varstvo je poskrbljeno, tukaj so animatorji. Skratka, mož in žena se lahko posvetita drug drugemu s tem, da jih otroci te 3 dni, ko sta zase, ne obremenjujejo. Jaz sem Katarina, jaz sem pri fuzbalu pomagala vse fante. Danes pa mi je bilo najbolj všeč, ko sva z Žigatom igrala proti puncem tisti namizni nogomet, pa sva kakšno zmagala, kakšno pa izgubila. Pa smo igrali nogomet. Ko sva z prijateljico Ano hodile po skalah, pa ko smo šli na sprehod. Pogledali ribe, pa morska zvezda. Pomagali animatorjem. In pač varovati te devičkine.
Prepričani smo, da si zakonci moramo vzeti čas zase. Moramo si vzeti čas za to, da se srečamo drug z drugim, da zaznamo drug drugega, da se srečamo samim seboj in pri družini in življenju poskušamo nagovarjati naše zakonce, ki se družujejo v zakonskih skupinah, pa tudi tisti, ki se ne, da si zares vzamejo vsaj enkrat na leto en vikend časa zase. Zelo pomembno je namreč, ko vstopamo v zavezo, da vemo, s kom vstopamo v zavezo. Obred je bil, da so se zbrali nekje, in potem so, recimo, tista dva, ki sta sklepala zavezo, sta naredila zarezo na dlani in potem je takole v čašo vina stisnil par kapljic krvi in tudi drugi in so to pomešali in sta vsak popila. Potem sta si dala pa še roke, da se je kri recimo tudi na roki zmešala. Potem so pa za nameček še smodnika dali na to rano. Zato, da se ta rana ni nikoli zares, bi se reklo, zacelila, da je ostala brazgotina kot vidno znamenje te zaveze. Cerkvenici smo bila že nekajkrat, tukaj se zelo dobro počutiva, poskrbljeno je tudi za otroke. Všeč nam je ta lokacija, tudi to, da smo ob morju, tudi hrana. Jaz sem prepričan, da ti ne boš izkoriščal privilegija, da si v moji zavezi z menoj in se kar tako polastil vsega mojega. To je en tak blagoslov za najin odnos, za najin zakon, tudi za celo družino. In se mi zdi, da sta Vilma pa Dani tak svetov vzor, tudi čez leto, ko se na njiju spomnim. Enostavno vidiva, da skozi leto to rabiva, ta vikend. Rabiva midva in rabijo tudi najni otroci. Se zavedam tega, da sem poklican ljubiti svoj žena pravi, sej ponašam mlad, sej ponašam ne vem kaj, sej poštivno stvari v hiši. Sej je tudi, seveda je moja dožnost, ampak naši Božjo besedo. Ja, v bistvu je cerkvenica že najina. Tukaj se resnično napolnijo baterije. Da sva kot v študentskih časih, ko lahko tudi na ozki posli spiš. Tako da se nič ne pritežujejo. Ja, hrana je odlična, ne? Z eno besedno zvezo je težko opisati. Morda bi lahko rekli odlična investicija pri gradnji močnejšega odnosa med možem in ženo. In nama je žal, da že prej nisva obiskala enega od teh seminarjev, ker je v bistvu to ena popotnica za skupno življenje, da sploh občutiš, kaj je življenje v zakonu. Ja, no zdaj smo se spakirali, tako kot smo prinesli kovčke, bomo zdaj odnesli raven toliko polne kovčke. Seveda pa smo mi bolj napolnjeni, spočiti smo bolj z energijo in z novo zavezo, z novimi načrti. Zavezo, da smo Jezusovi, da pripadava skupaj in da je Bog z nama in če je Bog z nama, se ne bojiva nikogar. Predvsem vsaj zase vem, da moram delati na sebi, da sem sklenil eno zavezo. Na tem vikend seminarju sva predvsem pustila meglo v najenem odnosu domov, pa si danes peljeva sonce. S sabo nesemo lepe občutke, veliko blagoslova, pa energijo in zavezo za naprej. S sabo odnašava še lepe vtise, potem poglobitev vera. Vesela sva, da odnašava veliko zaupanja, da sva opogumljena za nove korake, za še trdnejšo zavezo med nama in z njim. In upava, da bodo to tudi čutili vsi najini, katerim se veseliva in mislim, se z veseljem v srcu vračava. Sem četrti že v cerkvenici na tem seminarju. Vedno odhajam z novim navdušenjem, veseljem in hvaležnostjo za toliko dobrih družin, očetov, mater in otrok, in to smatram za svetlo prihodnost Slovenske cerkve, naroda in tudi vsega sveta.